Ja, za alternativne naložbe je po našem mnenju čas praktično vedno, ker imajo pomembno funkcijo v portfelju, da pa zaščitijo dodatno portfelj, nekako zmanjšajo, tveganja, povečajo varnost in tudi nek potencial za donose. Zdaj, katere so pa najbolj aktualne, pa je odvisno od nekih obdobij. V tem trenutku po našem mnenju pač zasebni kapital, zasebni dolg pa nepremičnine kot eni od treh ključnih, alternativnih naložbenih razredov. V principu jaz niti ne bi rekel, da je naložba v zlato ali srebro alternativna naložba, bi raje rekel, da je to temeljna naložba, kajti do leta 1971 je zlati standard dejansko dal garancijo oziroma verodostojnost denarju, čemer pa danes ni več tako. Tako da absolutno en del premoženja zaradi zaščite in pa optimizacije mislim, da je zelo pomembno imeti v plemenitih kovinah en del v zlatu, drug del pa v srebru. Če bi vprašali borzne poznavalce, bo vedno rekel, da je čas za borzne naložbe, ker namreč alternativne naložbe so v zadnjih letih v portfeljih vlagateljev čedalje bolj pomembne in pravzaprav nihče ne ve, kdaj je čas za alternativne naložbe. Jaz bi rekel, da je vedno čas za alternativne naložbe, da v portfelju vedno sodijo alternativne naložbe. Približno se lahko ravnamo tako kot stari Židi, tisto staro židovsko pravilo, tretjin. Če damo do ene tretjine alternativnih naložb, pravih alternativnih naložb, ne bomo zgrešili.